Nina je prej naredila lepo vod, in nas je spomnila, da je v bistvu Božja ljubezen vse, kar je bistveno. In če celo Božja ljubezen zgrešimo, smo zgrešili vse. In tole, kar bi pa jaz danes povedal, v bistvu starešine so me prosile, da malo govorimo o reformaciji, pa o reformaciji med Slovenci, pa pol mogoče še večkrat v naslednjem letu, ko bo 500-letnica reformacije. No, ampak zdi se mi, da tukaj je ena povezava. Namreč, vemo pa, da Božja ljubezen ni ena taka razvodenela, pomehkužena ljubezen, ampak je to prava ljubezen. In vemo, da tistega, ki Bog ljubi, tistega vzgaja in tistega usmerja. In ravno reformacija je dejanje Božje vzgoje, s katero Bog kliče svoje ljudstvo nazaj k temu, kar je bistveno, k tem virom, k tem studencem, iz katerih se napajamo, iz katerih se napaja naša vera, naša ljubezen, naša milost. In to seveda kot Božje ljudstvo moramo zmeri sproti slišati. Tako da zdaj bi malo začel, nekaj besed bi najprej o reformaciji kot taki povedal in želim kar takoj povedati, da bom govoril o reformaciji iz dveh vidikov. Reformacija je seveda en zgodovinski dogodek ali pa eno gibanje, ki je omejeno na 1000, recimo tam pred 500 leti, ampak obenem pa lahko na reformacijo tudi gledamo drugače kot na gibanje, ki mu lahko sledimo skozi vso cerkveno zgodovino, od prvih stoletij do danes. Se pravi, oba vidika moramo imeti pred očmi. Je pa res, da je reformacija dobila tisto svojo definitivno pravo obliko ali pa klasično, tipično obliko z Martinom Lutherom in v času 16. stoletja pri nas Primožem Trubarjem. In zdaj mogoče dobro, da si mečkam pogledamo najprej, kaj je bilo takrat posebej izpostavljeno. Tako bi lahko rekel, da reformacija pravzaprav je minimalistično krščanstvo. To je osredotočenje na osnovne stvari, osredotočenje na bistvene zadeve in vemo, da so jih reformatorji povzeli takrat v 4 takih točkah ali pa izrekih. Najprej v latinščini, pa v slovenščini. To je sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus. Se pravi, samo svedopismo, samo milost, samo po veri, samo Kristus. Dajmo si pogledati vsazga od teh en malo odbliže, da bomo razumeli, zakaj tukaj gre, za kakšne vrste klic gre tukaj. Bom začel pri tem ta zadnjem, solus Christus, samo Kristus. Tukaj gre za preprosto, enostavno osredotočenost na Jezusa. Da se nazaj v fokus cerkve, molitve, bogoslužja, krščanskega življenja, vsega, kar se imenuje krščansko, da se postavi v središče nazaj Jezusa. To je zelo preprosta, pa zelo tudi ključna stvar, ki po mojem nosi vse ostalo. Recimo, lahko se spomnimo te Jezusove besede v Janezovem evangeliju, ki pravi, jaz sem pot, Jezus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, nihče ne pride k očetu razen po meni. Tukaj je neka izključnost. Jezus ima neko izključno vlogo, ki jo ne more nadomestiti noben človek, tudi seveda noben svetnik, tudi seveda noben cerkven voditelj, duhovnik, pastor, škof, enostavno te angel, te vloge ne more nadomestiti. Tukaj je poudarja se ta ključna vloga tega, kar je Jezus naredil. In zdaj seveda takoj v zvezi s tem seveda je treba povedati, zakaj je Jezus ključen. In tukaj pravzaprav bi lahko govorimo o evangeliju, o tej osnovnem krščanskem sporočilu, tej dobri novici. Beseda evangelij, kot verjetno veste, pomeni dobro sporočilo. V antičnem času je ta beseda pomenila dobro novico, da je cesar zmagal, eno pomembno bitko, ali pa da se je rodil nov cesar. Zato lahko takoj vidite, zakaj so tisti, ki so rekli, da ima evangelij, pa zdaj enemu drugemu gospodu, vladarju, zakaj so prišli v težave s cesarstvom. Zato, ker so dejansko trdili, da je nastopila nova oblast, od Boga postavljena oblast, ta prava oblast. No, ampak ta evangelij dejansko se da zajeti v par stavkih in ga samo svetopismo zajame v par stavkih. Bom prebral iz prvega pisma Korinčanom 15:1-7, Pavlove besede. Pavel takole piše v krščanski skupnosti v Korint in enako bi lahko pisal v krščanski skupnosti v Celje danes. Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ki ste ga tudi sprejeli,
ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil. Razen, če ste za nas prejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. In zdaj pride definicija evangelija, čisto kratko. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obojen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu na to 12, potem se je prikazal več kot 500 bratom, hkrati od katerih in tako naprej. Glavno, pol našteva, nazadnje tudi sebe našteje. Kristus je umrl za nas. Kristus je vstal od mrtvih za nas. To je Božji evangelij, druge Pavel prav, to je Božja moč. Evangelij je Božja moč v rešitev vsakemu človeku. Pavel ne pravi, evangelij ima Božjo moč. Pavel pravi, evangelij je Božja moč. Ker to je razglas, ki ga sam Bog pošilja vsem v svetu, vsem narodom, v vseh časih. Preprost razglas. Verujte, zaupajte temu enemu, ki je umrl za vas in ki je vstal od mrtvih za vas. Vemo, umrl je zato, da bi nas rešil greha in nas je vstavil od mrtvih, da bi tudi mi skupaj z njim vstali v novo življenje, ki ga definira Božja ljubezen, ki ga definira Božja narava. To je čudež Jezusa in to je edinstvenost Jezusa. In zato so protestanti postavili to prvo načelo, samo Kristus. Glejmo samo in najprej in vedno se vračamo k temu temeljnemu dejstvu in oni sami so seveda zelo izpostavili prav ta evangelij, ta osnoven evangelij, osnovno dobro sporočilo o tem, kar je Bog naredil z Jezusovim križem, z Jezusovim vstajenjem od mrtvih. Zato se seveda tudi potem protestantskim cerkvam reče evangelijske ali pa evangeličanske cerkve, ravno zaradi te preproste osredotočenosti na evangelij. Se pravi, evangelij ima primat. Nad vsem ostalim, kar bi mi hoteli reči, misliti, razlagati o Bogu, tale stvar ima absoluten primat, tako kot je imelo tole za Pavla. Pavle je rekel, potem ste na poti rešitve, tako vas Bog odrešuje, tako ste v procesu odreševanja. Ste bili odrešeni, ste odreševani, boste odrešeni. Se pravi, to je ta samo Kristus, solus Kristus, ta preprosta osredotočenost, preprost oseben odnos, bi mi danes rekli, z Jezusom, osebno sledenje, se pravi, temu učitelju. Jaz nas je poklical, da smo njegovi učenci, se pravi, ta preprost odnos, da sledimo temu enemu učitelju in seveda jasno zavedanje, da je to edini srednik, da ni drugih srednikov med Bogom in človekom. Spet bi lahko citirali Pavla, ne? Bog je samo en je tudi srednik med Bogom in človekom, človek Jezus Kristus, ki je dal samega sebe. Se pravi, tukaj ni nobene umestne sfere. Se pravi, to je prvi tak poudarek, prvi klic reformacije, takrat in seveda, danes je ta klic ravno tako pomemben, prav najprej kot za nas same, seveda, potem pa tudi za ostale. No, gremo naprej. Drugo načelo, sola gratia, samo po milosti. No, tukaj pa seveda se pa poudarja to, da smo mi odrešeni samo in zgolj po Božji milosti, ki jo Jezus prinaša. In zdaj, ta milost, seveda je beseda, ki je v današnjem, kaj bi rekel, normalnem jeziku ne uporabljamo veliko, ampak v bistvu pomeni nezasluženo dobroto. Pomeni to, da nam je nekaj dano kot dar in mi si pa tega ne zaslužimo. To je bistvo Božje milosti. Se pravi, Bog iz svoje te prekipevajoče ljubezni nam, ki si ne zaslužimo življenja, ki si ne zaslužimo ljubezni, nam to ljubezen vsem prinese. To seveda v Jezusu. Ravno v tem dogodku, ki smo ga prej omenili, v njegovi smrti na križu in v njegovem vstajenju od mrtvih. In tako smo rešeni. In nobena druga stvar tukaj ni. Nimamo nobene človeške zasluge tukaj ni. Mi si tega ne zaslužimo. Nobene naše dobro delo, nobena naša svetost, nobena tudi naša žrtva, karkoli tazga tukaj ne igra nobene vloge pri tem, kako smo odrešeni. In seveda obratno tukaj s tem hkrati pride to spoznanje, da sami po sebi smo vsi grešniki. Noben, piše, vsi so grešili, vsi so brez Božje slave. Odrešeni pa smo v Božji milosti. Tukaj pride to treznilno, to je zelo trezno spoznanje. Tukaj nas Bog strezni, da si ne bi mislil preveč. In obenem nas srečuje ravno tukaj s to svojo prekipevajočo ljubeznijo. Ravno v tem, ko mi vidimo, da ne moramo, da smo šibki, da smo grešni, da smo sami po sebi nezmožni, tam Bog pride odločilno na našo stran. In postane naš Bog. Si sam drzne reči, da je on naš Bog in mi smo pa njegovi.
Se pravi, odrešenje je čisti dar, ki si ga ne zaslužimo. In to je seveda tudi pomembno zato, ker če je to tako, potem med Bogom pa človekom ni možna nobena trgovina. Tukaj ni dajdan, tukaj ni barantanja. Jaz bom nekaj, ti boš jaz to, ti ne. Tega ni. Med Bogom pa človekom tega ni. Ne? In edino, kar človek naredi, je pa pravzaprav lahko naredi pa ta naslednji korak, oziroma naslednjo načelo reformacije, sola fide, samo po veri. To je pa to, kar Bog pričakuje od človeka. Se pravi, vero. S tem, da tole vero moramo definirati, ker to je v bistvu zelo bogat bibličen pojem, ki ga zasledimo skozi celotno Biblijo, že v Stari zavezi in v Novi zavezi. No in ta pojem pomeni, v bistvu ta pojem v marsičem res zajame srž tega, zakaj gre pri celi stvari. Gre za to, da človek začne Bogu zaupati, ampak da mu začne zares zaupati, da se začne zares zanašati na njega, da ga začne zares poslušati, zato ker mu zaupa, ker ve, da to, kar Bog govori, hoče njegovo. Da se človek globoko v sebi res obrne k Bogu in se nasloni na njega, da se naslon na Jezusa, ki je skala. Ne? Zato gre pri veri. Ne? Zato, da človek dejansko pride na čisto v tem smislu z Bogom in reče, Bog, okay, bom ti zaupal. Bom šel za tabo, ker si vreden zaupanja. Vidim, da je res. Vidim, da tebi je za zaupati, zato te bom poslušal, zato bom šel za tabo. To je ta vera, to je ta pojem, biblični pojem vere, ki vključuje zvestobo, ki vključuje lojalnost temu novemu vladarju, ki je nastopil, Kristusu, Mesiju, Božjemu sinu. To vse je tukaj v veri. Se pravi, tukaj ta vera je vedno najprej nekaj globoko osebnega in mora biti seveda nekaj pristnega, nekaj iskrenega in vključuje v bistvu to, da se Bogu izročimo kompletno. In torej, vera ni najprej in predvsem sprejemanje nekih verskih resnic, nekih verskih principov, nekih verskih dogm. To vera ni najprej. To pride nekje lahko tudi, ampak to ni bistveno. Bistveno je to osebno zanašanje na Boga. To osebno, ta osebna notranja izročitev, zvesta izročitev zvestemu Bogu. Tukaj se Božja zvestoba pa človeška zvestoba se srečata in tam se seveda zgodi čudež potem novega rojstva, novega stvarjenja, novega življenja. Končno, se pravi, Bog pove svojo besedo evangeliji in človek, ki se zaupanjem odvrne nazaj k Bogu, tam se pol zgodi to, kar je Bog hotel od začetka. Bog najde Adamove potomce, ki so se začeli z zaupanjem nazaj na njega obračati in človeška zgodovina, saj v tej skupnosti se lahko začne odvijati končno v drugo smer, v smer dobrega, v smer Božjega kraljestva, v smer tega, kar Svetopismo govori. No, in potem pa še četrto načelo, sola scriptura, samo Svetopismo. Zdaj, tukaj glede tega obstaja dejansko, vsaj v zadnjem času sem zasledil nekaj debat. Celo en evangelijski pridigar v Sloveniji je napisal knjižico Odvečna sola in je kritiziral, da sola scriptura, da je odvečno načelo, ker naredi več zgage kot koristi in tako naprej. No, jaz osebno seveda ne mislim tako. Je pa treba to načelo prav razumeti. To načelo ne pomeni, da ne bi kristijani brali samo Svetopismo in nič drugega in da ne bi avtomatično vse, kar ni Svetopismo, kar avtomatsko zavrgli. Ne. Treba je gledati, kako so recimo prvi reformatorji to načelo uporabljali in razumeli, kako ga je razumel Martin Luther, kako ga je razumel Primož Trubar. In razumeli so ga takole, da je Svetopismo vrhovna avtoriteta nad vsemi ostalimi. Se pravi, da glavno in zadnjo avtoriteto ima Svetopismo. Sploh takrat, ko glede ene kakšne stvari rata vprašanja ali pa spor, ali pa ko nastajajo različna razumevanja, potem ima Svetopismo zadnjo avtoriteto. In v tem smislu je Svetopismo postavljeno nad vse ostalo. Nad cerkveno tradicijo, nad razne krščanske pisce, ki so prej govorili, in nad vse tudi dobro, vse človeške filozofije itak in tako naprej. Tukaj je ta kvalitativen preskok, ki so ga reformatorji naredili, da so Svetopismo rekli,
To je najvišji razsodnik, najvišji arbiter. To gre nad vse ostalo. Ne pomeni pa to, da se avtomatsko odklanja vse ostalo. Ne, to pa sploh ne. Recimo, Luther pa Calvin sta ogromno Avguština citirala, pa drugih cerkvenih očetov. Citirali so tudi Trubar citira, Krizostoma, Ciprijana, tudi Origena in tako naprej. Zaprav, oni so dobro poznali, zakaj? Zato, ker seveda cerkev je brala Sveto pismo vso zgodovino. In bi bilo neumno, bi bilo proti Božjemu duhu, da ne bi naših bratov, ki so vso zgodovino se soočali z Božjo besedo, razmišljali ne, da jih ne bi poslušali. To bi bila aroganca. Se pravi, sola skriptura ne pomeni to, da se kar vse skupaj vrže v smeti, ampak pomeni pa to, da ima Sveto pismo primat, da ima prvo mesto in da ko vidimo, da je kje razhajanje, rečemo, ne, tle pa treba je Svetim pismom, tukaj pa ne moramo imeti s to ali uno tradicijo. Ne. No, toliko na kratko, ne, se pravi, in tudi za ostale stvari ta samo pomeni, predvsem pomeni prvenstvo, pomeni to ključno središčno vlogo. Ne. Se pravi, krščanski zgledi so pomembni, ampak samo Kristus odrešuje. Ne. Bog ima seveda tudi druge značajske lastnosti, ampak najprej in predvsem se moramo njegove milosti oklepati. Tudi dela so pomembna, ampak ne kot nekaj, s čemer si zaslužimo odrešenje. Ampak kot hvaležen odgovor. Zato ima vera tukaj prednost. Vera je tista, ki gre naprej. Vera je tista, ki nam omogoča, da delamo dobro. Vera je izvor dobrih del. To je vrstni red. Dobra dela so pomembna, pa še kako. To so tudi reformatorji jasno povedali. Niso rekli, ne se trudi dela dobro. Ma seveda moramo delati dobro. Še kako. Ampak vera je tista, ki nam to omogoča. Vera je tista, ki naredi ta kvalitativen preskok, da človek neha trgovati z Bogom, da je človek spravljen z Bogom, da je človek eno z Bogom, če smemo tako reči. Tam se zgodi ta prestop. No in tudi, seveda, druga literatura je pomembna. Cerkveni očetje so pomembni, cerkvene tradicije so lahko pomembne, vendar Sveto pismo ima nad njimi prednost, je višje od njih. In vse je merilo, Sveto pismo je merilo. To so recimo te 4 stvari, ki so jih takrat izpostavili. No, ampak obenem pa moramo reči, da reformacija pa seveda je pa več kot samo tista zadevšna, ki se je zgodila v 16. stoletju. Dejansko, tudi čist zgodovinsko lahko vidimo, da je to bilo gibanje, ki se je vsaj v nekem smislu začelo že prej. Ne vem, če veste, ampak v 12. stoletju je bilo v Italiji eno gibanje, ki se imenuje Valdežani, in ki so zagovarjali zelo podobna načela. Spet to preprosto vrnitev k bistvu. Bili so zelo preganjani, preživeli so samo v nekaterih alpskih dolinah, del jih je pa emigriral v 14. stoletju, se pravi še zmeri 100 leta pred Lutherom, jih je emigriral na Češko, kjer je deloval Jan Hus in kjer je delovala poleg Jana Husa tudi ena bratska skupnost, Unitas Fratrum, se je reklo temu. In to je bila skupnost spet fokus na preprosto krščansko življenje, fokus na osnovne stvari, osredotočenost na Jezusa, na Sveto pismo, na vero, na Božjo milost. In to je 100 let pred Lutherom. Luther ni neki izum iz nič. Te stvari so bile v cerkvi vedno. No, ta zgodovina je sploh zanimiva. Ta bratska skupnost je potem, ko je v 16. stoletju se pridružila toku protestantizma, potem je protestantizem bil večinoma pregnan iz Češkega in je preživela v Nemčiji kot Herrnhut Brudergemeinde, bratska skupnost iz Herrnhuta, moravski bratje. Oni so bili eni od redkih, oni so začeli tudi misionarje pošiljati okrog in njihove misionarje so recimo Indijanci v Severni Ameriki sprejeli, zato ker so bili radikalno nenasilni, dosledno nenasilna veja krščanstva, od katere po mojem se marsikaj naučimo tudi danes. Mislim pa, da bi smeli še korak nazaj, dejansko kot načelo lahko pa te vidike, ali pa saj nekatere od teh vidikov vidimo tudi že prej, vidimo dejansko pri recimo cerkvenih očetih. Oni, ko so argumentirali na osnovi Svetega pisma, so klicali kristjane k Svetemu pismu, k branju Svetega pisma. To so bili svetopisansko misleči ljudje, marsikateri od njih, in so govorili, so usmerili k tem istim stvarem. Jaz posebej rad izpostavljam tudi Cirila pa Metoda, ko je imenovana apostola Slovanov, ki sta saj delno dosegla tudi naše prednike, Karantance, ki so takrat živeli
na današnjem Madžarskem, vemo, da njuno središče je bilo na jugu Blatnega jezera, sta bilo tam 1 leto in vemo, da je bilo tam to, čemu bi danes rekel prebojenje. Samo ona dva sta v ljudski jezik, sta prevedla Sveto pismo. Prinesla sta evangelij našim prednikom. Ona dva, in tudi, če bereš tekste v njih, vidiš, tam je polno Svetega pisma, no, to je drugače kot neke legende v svetnikih. Človeka sta bila svetopisensko misliča. Se pravi, ta neka, vsaj v nekem zelo širokem smislu, neka ta ideja reformacijska je bila ves čas v cerkvi. No? In to se mi zdi mogoče zelo pomembno, pa tudi za nas danes, da o tem večkrat razmišljamo. Reformacija je v bistvu neko načelo, ali pa mogoče bi celo tako rekel. V nekem smislu je to podobno preroškemu klicu. Tako kot so v stari zavezi preroki klicali Božje ljudstvo nazaj k zavezi, k zvestobi Bogu, te preprosti poslušnosti Božje besede, ki jim je bila dana. S podobno stvarjo imamo tukaj le opravka. Tukaj gre za klic nazaj k tem osnovam, k tem temeljem, zato ker ljudje smo nažalost taki, da od teh osnovnih stvari zmeri radi drsimo stran. In to seveda velja tudi za nas, ki se imenujemo evangelijski kristjani. Se pravi, moramo najprej sami. Je dobro, da se spomnimo na ta poziv k tem 4 temeljnim smernicam. In obenem, reformacija sama je vedno nedokončano delo. To ni nekaj, kar lahko enkrat narediš. Že sami reformatorji so prišli s tem izrazom ecclesia semper reformanda, se pravi cerkev, ki se neprestano reformira. Reformacija je nekaj seveda, kar pod vodstvom Božjega duha in pod vzmočjo Božje besede neprestano poteka. Bog nas vedno prenavlja, vedno transformira. No in tudi dejansko je res, da če pogledamo zgodovino reformacije, se je stvar nadaljevala. Dejansko je ta načela vidimo kot en kvas, ki rojemo skozi zgodovino vedno nove in nove oblike, tudi cerkvene. Zato, ker se je pač cerkev soočala z različnimi izzivi v družbi. In so ta načela rojevala nove cerkvene oblike. Recimo, ena je že anabaptistična, že v tistem 16. stoletju, potem imamo recimo metodiste, potem imamo binkošno gibanje, pa imamo Calvary Chapel. To so vse odzivi tega istega reformacijskega načela. Se pravi, ta fokus na te 4 stvari v zvestobi Bogu rojeva nove oblike cerkvenosti, ki v vsakem času skušajo biti čim bolj zveste Božjemu klicu. Zato gre pri reformaciji. No, zdaj pa je čas, da malce spregovorimo pa tudi o reformaciji pri nas med Slovenci. Ker to pa je seveda zelo pomembna zadeva za nas v našem prostoru. Zdaj, lahko bi rekli tako, da je reformacija k nam Slovencem, da je prišla tako kot komet. Naenkrat je zasijala, razsvetlila vse, pol pa je v veliki meri zginila, razen seveda, rečemo temu, ostanka, male črede. Zdaj, ključna oseba slovenske reformacije je seveda Primož Trubar, poleg njega tudi druge, ampak Primož Trubar je ključna oseba in o njem bi par stvari povedal. Zdaj, nimamo časa, da bi šli skozi njegov življenjepis, bi bilo zanimivo. Iz njegovega življenjepisa vidimo eno karakterno lastnost pri njem, ki je meni izredno pomembna in je spodbuda, in to pa je vztrajnost. On je bil človek, ki je neštetokrat v življenju bil izdan, dobil nož v hrbet, so ga njegovi ali nasprotniki navidezno premagali, ali pa celo njegovi bratje, njegovi sodelavci, padel človek, mu je bilo hudo, ampak se je pobral in je šel naprej. Spet dobil nož v hrbet, spet padel, mu je bilo hudo, se je pobral, šel naprej, padel, šel naprej in šel naprej in šel naprej in dejansko dokončal svoje življenje na način, ki je zgled lahko nam vsem. In tudi dejansko, večkrat detaljček, 2 leti preden je umrl, sta mu Jurij Dalmatin pa Adam Bohrič poslala en izvod Biblije, cele Biblije, za katero si je Trubar prizadeval. Se pravi, on je lahko, preden je umrl, je lahko videl celo Biblijo v slovenščini, za kar si je prizadeval celo življenje. Se pravi, mu je Bog dal tudi videti vse nekaj pravega sadu svojega dela. No, ampak pri Trubarju bi jaz rad izpostavil tole. Dejansko je prek Trubarja Bog poklical vse Slovence.
Vse, ki veri v Kristusa. In k pravemu spoznanju Boga. Vsem Slovencem milost, mir, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. To so Trubarjeve besede, to so prve slovenske besede v prvi slovenski knjigi, namenjene vsem Slovencem in dejansko so vse Slovence tudi dosegle. V tistem času sploh zaradi pomembnosti tega. In to seveda ni Trubar samo tukaj rekel. Dejansko, če gledamo, beremo njegove tekste in spremljamo njegov življenjepis, to je Trubar ves čas počel. Zdaj, to, kar pa se meni zdi pri celi stvari vredno razmisleka in vredno tudi zahvale Bogu, je pa tole, da je Bog tale klic vsem Slovencem potrdil. In to na en zelo nenavaden način. In to tako, da je prek tega klica, da se je dejansko sploh ustvaril kot narod. Namreč, v tistem času se ljudem, ki so tukaj živeli, večinoma ni rekel Slovenci, rekel se mi Krajnci, Štajerci, Korošci, Goričani in tako naprej. Izraz Slovenci ni izpričan nikoli prej. Če se je uporabljal malo, pa zelo verjetno se ni uporabljal v takem smislu, ampak je pomenil stavno Slovane. Trubar je definiral nas kot narod in je tudi potem naprej jasno, da se razmejil od Hrvatov. To je prvič, da je bila jasna stvar, da je bila meja postavljena. Ampak hecna stvar pri tem je pa tole, da je to se zgodilo hkrati. Se pravi, naša vzpostavitev sploh identitete, kaj smo Slovenci, je eno in isto dejanje, kot je dejanje tega poziva, da naj Slovenci verujejo v Kristusa. In to pa je edinstveno. Zdaj, o tem bi lahko veliko govoril, nimam časa, ampak to je nekaj vredno razmisleka. Nadalje, a mogoče veste, kjer citati svega pisma je Trubar največkrat citiral? Ne? Še kažem poskus? Janez 3,16. Ker je Bog tako ljubil svet, je dal svojega edinorajenega sina, da bi vsak veruje v nas se ne pogubil, pa bi imel večno življenje. In Trubar, ne samo da je to citiral velikrat, Trubar pravi, tole je suma evangelija, seštevk, povzetek, skrčena vsebina celega evangelija. To je Trubar. To je Trubar oznanil pred 450 leti tukaj. In no, se pravi, tukaj, to je to, kar mi danes nadaljujemo. Ne? In seveda, potem je pa sam prevedel celo novo zavezo in psalme, Dalmatin pol celo svetopismo, s tem je Trubar spet služil nam, prav nam, dejansko nam je prinesel Božjo besedo v naš jezik. In hecen je, da so celo katoličani pogojno sprejeli to Dalmatinovo svetopismo, ker so ga smelo obdržati pod določenimi pogoji duhovniki, in s tem so oni tudi katoličani so sprejeli to jezikovno in narodno definicijo, ki je Trubar naredil in potem Dalmatin. No, zdaj vemo, da je bila reformacija konc 16. stoletja pri nas v Sloveniji, da je bila na silo zatrta. Ampak jaz menim, da je dejansko mogoče šele zdaj pravi čas, da se to delo nadaljuje. Dejansko se nadaljuje tam, kjer se je takrat na silo zaustavilo. Se pravi, je tudi slovenska reformacija nedokončano delo, ki kliče po novih delavcih, po novih sodelavcih, ki bodo orali naprej v tej brazdi, ki jo je zaoral Trubar in njegovi sodelavci. No in s tem pa seveda lahko pridemo do tega, kar sem na začetku rekel, do mečkega razmisleka v naslednjem letu. Naslednje leto 2017 bo 500 let, odkar je Luther nabil tistih 95 tes na vrata cerkve v Gutenbergu. In že zdaj vemo, da bo po celi Evropi, delno celo po celem svetu, da bo to odmevna stvar, da se bo to obeležilo na različne načine. In menimo tukaj z večjimi ljudmi v Trubarjevem forumu in druge se pogovarjamo o tem, da je to zelo pomembna priložnost tudi za slovensko javnost in za slovenske evangelijske kristjane. Geslo, ki smo ga ob tem nekako zbrali in se izkristalizirali za najboljše, je reformacija srca. In tukaj gre pravzaprav najprej za to, da sprejmemo ta izziv tega nedokončanega dela, ta preroški klic k reformaciji, vrnitvi k bistvu, da ga sprejme vsak od nas. In seveda, da vsak od nas začne tam, kjer je najbolj važno, vsak sam pri sebi najprej.
Ker jasno, da ne moramo nečesa oznanjati, če sami z tega resno ne jemljamo in ne živimo. Prvo je to, da pogledamo vase. In ne vem, nekateri ste mogoče bili zadnjič v Ljubljani, Vinko Ošlak je tole vrstico iz pisma Rimljanom izpostavil po mojem zelo primerno, Rimljanom 12, 1-2. Takole prav Pavel. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoje telesa, v živo, sveto in Bogu všečno žrtvo, to je vaše smiselno bogoslužje, in nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Zanimivo je, da tukaj dejansko v latinskem prevodu Svetega pisma se tukaj najde beseda reformirati. Praktično edino mesto v Svetem pismu, kjer je reformacija zajeta, to je v tej besedi, tako se preobražajte z obnovo svojega uma. Tukaj gre za reformacijo srca. Tukaj gre za to, da Bog želi nas od znotraj spremeniti. In seveda vemo, da to ni bilo pomembno sam Pavlu, tako je Jezus oznanjal. Jezus je jasno povedal, da človeški problem ni zunaj, ni zunanji, ni kako je to ali pa uno na zunaj. Človeški problem je v srcu, je Jezus rekel. Pravi, iz človeškega srca prihaja tistega človeka v skrunja in uničuje. Recimo to Marko 7 je tako dom. Tam je bistven problem in seveda tam Bog, tam evangelij, tam Božji duh, tam Božja beseda dela svoje bistveno delo. Točno tukaj Bog upravil svojo kirurgijo. Zato preroki že napoveduje, da vam novo srce. To je bistveno delo evangelija se začne in mora se začeti tukaj, ker če se tukaj ne začne, je vse skupaj brez veze. Tukaj mora biti si na jasno. Kakršenkoli govor o reformaciji nima nobenega smisla, če ne sprejmemo sami tega izziva z to primerno radikalnostjo, z to primerno korenitostjo, ki je zahteva. Da smo iskreni pred Bogom, da pustimo Bogu, da nas od znotraj prenavlja po Božji besedi, po Božjem duhu, po Božji ljubezni, po podobi Božjega sina, ker za to gre Bog, da se je poklical, da postanemo sinovi in hčere živega Boga. Se pravi, da dejansko imamo njegovo naravo, njegov način razmišljanja, gledanja, življenja, bivanja. Kakor biva on, tako bivamo mi v tem svetu, pravi Janez. Se pravi, gre za ta klic, da v to ugriznemo. Najprej mi sami kristijani, seveda, potem pa, da to tudi oznanjamo okrog, ker dejansko je to, kar svet najbolj potrebuje. In tukaj je evangelij, je obljuba novega srca. Novega dejansko Bog nas je sposoben od znotraj preustrojiti. Sej, že tudi pričevanja, ki jih imamo med sabo, govorijo o tem. Bog nas je poklical iz teme ven, iz zla, iz marsikšnih bednih odvisnosti in zahaklanosti v greh in v temo. To Bog dela. Dajmo Bogu samo še bolj pustiti, da to naprej, da nas posvečuje, da nas preobraža. No in to, seveda, to pa tudi potem omogoča prenovo skupnosti. Če se ta stvar postavi na prvo mesto, oblikuje to tudi našo skupnost v ta pravo smer, da smo res skupnost Jezusovih učencev. Da smo skupnost, kjer Božja slava prebiva in kjer se oznanja evangelij. Se pravi, da začnemo sami pri sebi, hkrati pa seveda, da oznanjamo vsem Slovencem. Ne pozabimo, klic vsem Slovencem je šel ven. Mi imamo, bom rekel, smemo in moramo se postaviti na ta klic, ker je bil izrečen. In da mi probamo na neki drugi osnovi, na drugem temelju graditi, je narobe, arogantno. Pavel pravi, jaz sem postavil temelj, zdaj pa vi pasite, kako boste gor gradili. Temelj je Jezus Kristus. Temelj ni Pavel, temelj ni Primož Trubar. Primož Trubar je postavil temelj Jezusa Kristusa. Mi moramo graditi na tem temelju, ki ga je postavil. In zato smemo in moramo klicati vse Slovence, tako kot Trubar, vse Slovence k veri v Kristusa, k prenovi srca od znotraj. To je Božji klic, ki verjamem, da obstaja in mislim, da moramo po veri in po svetem duhu vstopati van. V nekem smislu moramo stopati v Trubarjeve čevlje, pa v njegov plašč se ogrniti s tem, da kličemo ljudi k Kristusu. S tem, da to delo, ki je bilo takrat nasilno prekinjeno, da ga mi nadaljujemo. No in seveda, zdaj pa tako, če pa želimo seveda
Ker tukaj jaz vidim, da so ena velika odprta vrata za nas, ki jih pa mi dostikrat prezremo. Namreč, med Slovenci vse vemo, da je govoriti o Bogu je težko. Večina ljudi, čim Boga omeniš, to je največji tabu za večino ljudi. To je ono privatno. Ampak v Primožu Trubarju se pa da govoriti, ker večina Slovencev ima pozitivno mnenje o Primožu Trubarju. In mislim, da so to vrata, skozi katera moramo stopati. Seveda, če pa hočemo stopati v tem, se pa moramo opremiti. Moja lastna izkušnja je, da dejansko Slovenci zelo radi poslušajo o Primožu Trubarju. Večina Slovencev ima pozitivno mnenje o njem, večina Slovencev zelo malo ve o njem, se čuti mogoče zelo malo krive, da premalo vejo in bi radi izvedeli več o njem. Potem je pa še to, da seveda v naši nedavni literarni zgodovini se je Trubarju grozna krivica zgodila, ker ga zmeri predstavljajo samo kot književnika, ker je on sicer tudi bil, samo on je bil pa najprej, če mene vprašate, evangelist, apostol. In zato mu je šlo ves čas, seveda, pisal je pa knjige ob tem in je naredil ogromno s tem. Vendar njegovo srce je bilo to, kar sem omenil, ta klic vsem Slovencem. Se pravi, tukaj nam je Bog pripravil ogromno odprta vrata, dajmo jih uporabiti, dajmo stopati skozi ne. In zato vas tudi jaz spodbujam, da se opremite in da mislim, da vsi evangelijski kristjani bi morali poznati, kaj je v Trubarjevo življenje, in tudi brati njegova dela. Tukaj moram takoj priporočiti tole knjigco. To je Trubarjev katekizem in predsednik, to je prevedeno v sodobno slovenščino, tako da vsak lahko bere. To Trubarjev forum ima, lahko naročite kot cerkev, stane 9 evrov, mislim, ni nobena bistvena cena. Mislim, da bi res vsak evangelijski kristjan moral to poznati, ker to je, še ne drugega, to je evangelizacijsko orodje. Na ta način lahko mnogim, ki noče nič slišati o Bogu, o Jezusu, lahko na ta način kaj povemo. Še eno orodje je tale izdaja Biblije, ki imam tle. To pri nas na svetopisanski lahko naročite. Tukaj, to je celo svetopismo, zraven je pa 32 strani, prvo svetopismo, to smo izdali, ker je bila 500-letnica Trubarjevega rojstva. Spet, s tem to lažje daš nekomu, ki ga stvar zanima, ker je Trubar pač pomeni nekaj tudi v širši slovenski javnosti. No, v glavnem, če zaključim, mislim, da bi, če povzamem, mislim, da sta pred nami dva izziva, s katerimi bi vas izzval. Najprej je tole, da sprejmemo izziv reformacije. Tega, bomo rekli, preroškega klica, ki verjamem, da ga ima Bog skozi svojo zgodovino. Dajmo se tukaj vprašati naslednje vprašanje. A se res fokusiramo na Jezusa? Na Jezusa osebno, neposredno, čisto? Smo res ugnezdeni v Božji milosti? A smo res trdno usidrani v njej? Kako je z našo vero? Kako je z našim zanašanjem na Jezusa? A mu res popolnoma zaupamo? Se mu res popolnoma predajamo? Tem je Sveto pismo res naše prvo vodilo. Ga beremo redno, ga beremo dobro, a uživamo pa branje Svetega pisma. Jaz mislim, da je zdaj čas, da v molitvi res Bogu pustimo, da te stvari postavi na pravo mesto v našem življenju. No in potem je pa ta drugi izziv tudi še, je pa tole, smo pripravljeni sprejeti ta klic k reformaciji srca, smo pripravljeni vzeti za svoj klic, pa klic najprej k meni osebno, a sem pripravljen pustiti Bogu, da me res preobraža, da je to nekaj pristnega, da je to nekaj ustrajnega, to je proces, to ni nekaj enkratnega. No in potem, a smo se pripravljeni upreč v plug evangelija in ta Trubarjev klic vsem Slovencem podati naprej. Klic k Kristusu, klic k reformaciji srca. Klic k Jezusu na prvo mesto. Predlagam, da vzamemo malo časa, pa da moramo.